za raziskavo javnega mnenja je bil ustanovljen leta 1966. Takrat je, kot si v svojem obširni predstavitvi delovanja centra dejal, bil tudi obračun z Rankovićem, Aleksandrom Rankovićem na Brionih, ki je bil takrat notranji minister Jugoslavije oziroma šef UDBE, policije. Zdi se, da je do takrat policija ugotavljala javno mnenje, po obračunu z Jankovićem pa je, se kaže, politika ugotovila, da bi bilo bolje javno mnenje ugotavljati na znanstvene metodi, ne po policijski metodi. A to drži? Ali je, kako je do neke mere drži. Torej, jaz ne bi upal trditi, da službe državne varnosti, potem, ko so bili ustanovljeni programi za raziskovanje javnega mnenja v Beogradu, v Zagrebu, v Ljubljani, da je prenehala s svojim raziskovanjem javnega mnenja. Tega ne bi želel trditi. Je pa nesporno, da je ta, bi rekel, točka v razmisleku znotraj vodilne skupine jugoslovanskih komunistov pomembno prispevala k vzpostavitvi pogojev za institucionalizacijo in tudi za financiranje programov empiričnega raziskovanja pod oznako raziskovanje javnega mnenja. Naj spomnim, da je takrat predsednik izvršnega sveta Janko Smole v svojem referatu, ki je dokumentiran, izrecno rekel, da je potrebno zagotoviti, da se z raziskovanjem javnega mnenja ne ukvarja več policija, verjetno je mislil na službe državne varnosti, ampak strokovne ustanove. To je tudi, bi rekel, prispevalo k dejstvu, da je Visoka šola za politične vede uspela uveljaviti program raziskav javnega mnenja. Jaz pravzaprav v tej osnovni pripovedi nisem povedal, kako je do tega programa prišlo. Naj povem, da nisem slučajno postal predstojnik tega centra. Še ko sem bil na Inštitutu za sociologijo, me je povabil k sebi direktor Inštituta za javno upravo na Pravni fakulteti, moj profesor, ki je vedel za izkušnjo povezano s to veliko medijsko raziskavo na inštitutu in je rekel: tovariš Toš, vi mi pa pripravite, in je to dobro utemeljil, program za raziskovanje javnega mnenja v odnosu do delovanja državne uprave leta 1962. Tudi njegova ideja ni, bi rekel, zrasla v njegovi glavi. Povedal mi je, da je bil malo predtem na študijskem obisku v Parizu in da se je tam srečal z dvema uglednima človekoma. Eden je bil Jan Štecelj, direktor Instituta za raziskovanje javnega mnenja, IFOP, Institut Français de la Opinion Publique, in drugi je bil Maurice Diverger, ugleden politolog, profesor na Sorboni, ki je napisal učbenik, metodološki učbenik za empirično raziskovanje na tem področju. In to sta bila vzgleda. On je prišel do ugotovitve, da bi bilo to odlično prevesti tudi v slovensko prakso. Jaz sem takrat prvič kot 28-letni mladenič ali še ne, kaj takega, napisal, celo dobil sem pogodbo, avtorsko in honorar od tega inštituta oziroma tega profesorja, in napisal sem nek program raziskovanja javnega mnenja za potrebe državne uprave. No, iz tega ni bilo nič, ampak ta ideja se je vlekla naprej, ne, in z mojim prehodom in poukom predavanji iz metodologije na Visoki šoli za politične vede, smo pravzaprav študenti začeli s takimi raziskavami, to sem omenil, ki so na nek način je po, bi rekel, razvoju družboslovja kot konkretne prakse zadeva za
sistematično, empirično raziskovanje slovenske družbe, več kot dozorelo tako na Inštitutu za sociologijo, kot na novo ustanovljeni Visoki šoli za politične vede. No, v obširnem predstavitvi dela tega centra si omenil, da so bili, ko je bil center ustanovljen, Ja. politika se je s tem strinjala, ne, ni bila pa najbolj zadovoljna z določenimi vsebinskimi vprašanji, ki ste jih zastavljali javnosti takrat v vaših raziskavah. To si podrobno opisal. Ampak mene zanima... No, jaz bom tle dodal. Ja. Je v Benkovem življenjepisu opisan dogodek iz leta 1969. Kot rečeno, on je bil član našega tima, bil je še direktor visoke šole, takrat Visoke šole za sociologijo, politične vede in novinarstvo. Mi smo zasnovali vprašalnik 69 in ta vprašalnik je prišel v roke politikom. In od so videli vprašanja, ki so se jim zdela nedopustna. In recimo vprašanje agromaksimuma, vprašanje odnosa do zasebnega dela, vprašanje vrednotenja partije ali zveze komunistov in tako naprej. Cela vrsta vprašanj, ki so presegala plafon ideološko dopustnega. Takrat je Sergej Krajger, predsednik skupščine, poklical dekana ali direktorja Benka in mene na pogovor. Prišla sva v njegov kabinet, to je še vedno kabinet predsednika slovenskega parlamenta. Bil je zelo vljuden, imel je pred sabo kopijo vprašalnika z drobno popisanimi pripombami, praktično na vsaki strani. In pogovor je trajal po spominu, ki je zapisan Benkovem, ne samo po mojem, kakih 5 do 6 ur. Sorazmerno spodoben, pa vendarle zelo jasen, da posegamo v prostor, ki je pravzaprav zaprt. Mi dva sva pa pojasnjevala, da je to za družboslovje, za sociologijo odprt prostor, da ustava ali ideološki koncepti ne morejo preprečiti družboslovcem odprtega raziskovanja. No, mi smo se takrat razšli sorazmerno, bi rekel, mirno, ampak seveda posledično so nastajale konsekvence za raziskovalno kontinuiteto, za raziskovalni tim, in to je bilo pravzaprav sprožilo, ki se je potem nadgrajevalo in zaostrevalo v odnosu do Veljka Rusa, Tineta Hribarja, končno Veljkovega eksodusa ali preselitve na Inštitut za sociologijo in tako naprej. Torej, tu že v samem izhodišču je bilo jasno, da je odpiranje prostora družboslovja sicer znotraj široke koncepcije razvoja samoupravljanja kot oblike demokracije nujno, hkrati pa seveda so vedno bile prisotne sile, ki so to preprečevali. Recimo v jugoslovanskem razmerju se je to kazalo tudi znotraj same sociologije. Mi nismo bili enotni v tem pogledu. Znan je recimo Stipe Šuvar, ko se iz agrosociologa prevede v jugoslovanskega in hrvaškega politika, ustvarja direkten pritisk na družboslovje. On je razvil tezo o jugoslovanski sociologiji kot krizologiji in Center za raziskovanje javnega mnenja in fakulteta FDV, predvsem v svoji sociološki komponenti, ki je bila kritična, je bila izpostavljena seveda vse bolj izostreni kritiki. Merili pa ste tudi priljubljenost posameznih politikov. Tudi to je epizoda. Kakšni so bili pa odzivi na te ankete? Tudi to je bila epizoda. V letu 1969 smo prvič in potem še dvakrat merili ugled politikov, časovno za nazaj in za aktualen čas,
In seveda nabori, ki smo jih dobili, niso ustrezali umestitvi v uradni hierarhiji ali po domače povedano. Kako je to konkretno z imeni? Po domače povedano, Kavčič je bil popularen slovenski politik in je temu primerno bil visoko umeščen v lestvici. Kardelj ni bil nikoli popularen politik in je bil sorazmerno nižje uvrščen in to je bilo sakrosanktno. To enostavno ni bilo, bi rekel, pričakovano, ni bilo razumljeno, celo bi rekel, ni bilo dovoljeno. Mi smo potem z vprašanji o ugledu politikov sicer se umaknili, ampak ne zato, ker bi bil to predvsem rezultat pritiska, ampak ker so se v 70-ih letih razmere, tudi ta, bi rekel, ideološki pritisk skozi kritiko FDV-ja, FSPN-ja, druge fakultete, z izjemo pravne fakultete, kjer so profesor Bučarja zlahka ven vrgli, pravzaprav ni bilo čutiti znotraj univerze tega pritiska. FSPN je bil deležen tega pritiska in moram reči, da tudi podpore univerze ni čutil v tem obdobju. Spoštovani voditelji univerze tistega časa so rekli, vi si to kar sami lepo uredite z politiko, to se nas naravoslovcev, humanistov ne tiče. Ne? Tako da smo sami bredli ta odnos. Niko, kako ste pa, oziroma kako ugotavljate verodostojnost anket? Ne? Recimo, danes se ankete, koliko jaz vem, delajo večinoma telefonsko. Ne? Takrat ni bilo mobitelov tega, so šli študenti recimo na teren z anketo in kako ste ugotavljali, da ni študent recimo doma to sam rešil, pa sploh ni šel na teren, ne? Tu se zastavlja ta zgodba. Ja, tudi Churchill je rekel, da verjame samo tistim anketam, ki jih sam to naredi. Ne? Ja, torej, a je bila tu kakšna kontrola? Mislim, torej mi seveda iz epizode in bi rekel anekdote iz tega empiričnega desetletja trajajočega projekta so seveda prisotne. Najprej naj povem, da za tisto raziskavo na Inštitutu za sociologijo leta 1962 velja skozi usta uglednih ameriških raziskovalcev pohvala, ki je neponovljiva. Ko so slišali, kako smo osnovali in izvedli raziskavo, so rekli, to je nemogoče. Ampak to prakso in ta pravila iz te prve raziskave smo mi v celoti prevedli v sistem raziskav javnega mnenja od leta 1968, ko smo izvedli prvo. Center je bil ustanovljen, res da na koncu leta 1966, eno leto smo se pripravljali, da smo potem leta 1968 šli s prvo raziskavo na teren. Mi smo vložili ogromno napora prvič pri postavitvi visoko relevantnega vzorca. Vzorca mi je pripravil profesor statistike z ekonomske fakultete, profesor dr. Marjan Plejec, ki je pripravil tudi vzorce za inštitut. Cela študija je o vzorčni zasnovi. Potem pa pri gradnji te komunikacije med respondenti, ki so bili poimenoma določeni, ne? Anketarji so šli z spiski, ki so bili predtem izdelani na matičnih službah, poimenski. Vložek v anketarje je bil izjemno velik. Mi smo izbrali ljudi različnih kategorij, izrecno smo izločili iz možne anketarske mreže politične funkcionarje, davkarje, duhovnike in policiste. Ti v mreži niso mogli delovati. V mreži so delovali ljudje v glavnem srednje izobrazbe, ljudje tipa učitelji, socialni delavci, tudi uslužbenci, tudi kmetje, posebej izšolani. In smo ogromno vložili v izbor. Torej, to so bili naši anketarji v izhodišču. Kasneje se je res ta mreža premihala v smeri vse večjega vključevanja študentov,
kar je izviralo tudi iz mojega položaja. Jaz sem poučeval študente metodologije in jih na ta način vključeval v empirično raziskavo na samem izhodišču. Ko praviš, če ni kdo ponaredil, tudi ponarejene ankete, ampak mi smo praviloma, je vsaka anketa bila naknadno nadzorovana. Kako? Še vedno center danes za vsako terensko izvedeno anketo naknadno pisno komunicira z domnevnim anketiranim in ga vpraša, ali je bil anketiran, kako je anketiranje potekalo in kako ocenjuje delo anketarja. To je princip, ki je ohranjen v polni meri v vseh raziskavah, ki temeljijo na terenskem delu. Seveda pa je res, da od leta 89, 90 naprej, še posebej tam iz 94. Ko je center odprl program Politbarometer, o tem nisva govorila, ko smo pravzaprav delali raziskave s pomočjo telefonskih pogovorov na vzorcih telefonskih naročnikov od meseca do meseca. To so bile silno atraktivne raziskave, ki so center premaknile pravzaprav v središče politične komunikacije. Tu, prav v tem prostoru od leta 2000 naprej, ker prej ga nismo imeli, so potekale redne mesečne tiskovne konference in tle se je trlo kamer in novinarjev. Te raziskave se seveda potekajo drugače, tu je kontrola mogoča neposredno v prostoru, v katerem ta komunikacija poteka. Torej, potvorb praviloma ni, ali pa potvorbe izjemoma smo razkrili in jih izločali. Jaz bom anekdotično povedal, da je res, da se je pred 30 leti ali več neka študentka, anketarka iz nekega srednje velikega mesta severovzhodne Slovenije, naša študentka, v času, ko naj bi terensko anketirala in dobila plačilo za to, faktično smučala v Avorjaku. Ampak mi smo to ugotovili in ona je podlegla disciplinski odgovornosti študentov in izgubila študijsko leto. Torej, tu so, bi rekel, etični principi ali etične norme bile zelo visoko postavljene. Nekaj se tudi pojavlja, kako je s to trditvijo, da ankete javnega mnenja ne ugotavljajo javno mnenje, ampak ga ustvarjajo. Tudi to je. Spomnim se pogovora, morda zagovora, ko sem moral, mislim, da leta 70, iti na tak zagovor, 72, na tak zagovor v eno od kotnih sob na Tomšičevi, k enemu od visoko pozicioniranih mož takratne Zveze komunistov, zelo velik mož je bil, ko je rekel, saj vi ne raziskujete javnega mnenja, vi ga delate. Ne? To je bil Popit, verjetno. To je bil France Popit, ja. Sem rekel, to ne bo držalo. Mi raziskujemo javno mnenje, mi predvsem opravljamo sociološke empirične raziskave. Seveda je težko povsem zanikati, da se skozi koncepte raziskav ne kažejo vrednotna izhodišča raziskovalcev. In ta vrednotna izhodišča raziskovalcev so ustrezala takratnemu razumevanju kritičnega pristopa k družbi. Mi smo na nek način bili sledniki kritične teorije v družbi, ki ni bila značilna samo za nas, ampak je bila značilno prevladujoča v evropskem družboslovnem prostoru. To drži, ampak mi smo se vse skozi trudili biti, kar se da, bi rekel, odprti. Pojem neutralizma je težko definirati v prostoru znanosti, ker pač dregaš v različne
pojave. To je ravno tako, kot da bi rekel, da so medicinci, ko segajo v človekovo telo, nevtralni pri tem poseganju. Ni res, vedno poseganje povzroča določene reakcije, določene bolečine. Ne. Res je, da je to raziskovanje imelo svoje refleksije v družbenem prostoru, političnem prostoru. A si predstavljaš kemika, uglednega raziskovalca, ki ne bi povzročil refleksij v industrijskem kompleksu? Če je kemik pa sodeluje z lekom, je bilo to nekaj povsem normalnega. On je povzročil spremembe v formulah, v produkcijskih pristopih. Mi smo z našim raziskovanjem v meri, v kakršni je politika ali pa so družbeni odločevalci bili, bi rekel, odprti do naših dognanj, posegali v družbeni prostor. Ali pa je ta prostor bil zaprt, ali mi ne zaprt. In moram reči, da glede tega, pravzaprav glede na spremembe do 90 in po 90, ne opažam bistvenih razlik. Tudi glede na reakcije in ostrino kritike, ki jo je naše delo bilo deležno v obdobju 70 let in potem ponovno v obdobju po 90. v obdobju samostojne Slovenije, tudi ne vidim bistvenih razlik. Vedno znova smo bili izpostavljeni tudi odpovedovanju pogodb ali poskusu preprečevanja avtonomije raziskovalnega dela. Tu me zanima, ali je v tem obširnem razgovoru predhodno si omenil raziskovanje cerkve in raziskovanje tudi vojske. Mene zanima, ali je cerkev kot inštitucija in vojska, ali so oni kdaj izrazili interes po tem empiričnem raziskovanju. Jih je zanimalo te raziskave? Je bil kakšen kontakt? Kako je ta odnos, oziroma če bi sploh kak interes potekal? Ja, morda najprej, kar zadeva odnosa do religijske, religiološke in problematike in odnosa do cerkve. Spomnim se, prvič, ko smo začeli z objavljanjem naših rezultatov, na samem začetku se je zdelo, da imamo odprt prostor, potem se je izkazalo, da za prenos v javni prostor obstajajo omejitve, da mediji niso objavljali naših rezultatov v določenem obdobju. Potem se je pa ta prostor odprl, mi sami smo začeli izdajati publikacije in ko smo to prakso, bi rekel, odprli, smo pošiljali publikacije iz naših raziskav v širok krog slovenskega institucionalnega in kulturnega prostora. Recimo, dobro se spomnim, da smo pošiljali publikacije tudi na ljubljansko, takrat mislim, da še ni bila, ali je že bila nadškofija. Škof je bil pa Šuštar. Jaz vem, da sem od njega ob poslani publikaciji vedno dobil zelo spoštljivo pismo, pa ne vem, če smo dobro hranili arhiv v tem pogledu, kjer ni izrazil samo zahvale za to, da je publikacijo prejel, ampak tudi zahvalo za razkritja, ki jih publikacija vsebuje, kar kaže, da je zelo podrobno pregledal ponujene podatke. Mi smo v različnih fazah tega našega raziskovalnega početja na različne načine sodelovali tudi z recimo duhovniki. Ko smo bili z raziskavo med Slovenci v Nemčiji v 70 letih in smo si iskali oporišča za, bi rekel, izvedbo empiričnega dela raziskave, ker nismo razpolagali z popisi naših delavcev v tujini, smo se lahko oprli tudi na slovenske duhovnike, ki so predstavljali pomembne točke združevanja Slovencev v določenih okoljih, v Münchnu, v Stuttgartu in tako naprej. To se pravi, oni so nam pravzaprav pomagali pri odpiranju dostopa do ljudi, ki smo jih želeli z raziskavo zajeti. Ali pa se spomnim
so prišli kolegi, teologi iz ene od ustanov v Vatikanu, mislim, da je bila Salesijanska ustanova, ki so delali raziskavo o mladini in miru, Juventud del Pace, torej o mladini in miru. In so želeli to raziskavo izpeljati tudi v Sloveniji. Mi smo jim dali to podporo in izvedli raziskavo za njihove potrebe v slovenskem prostoru, s tem, da smo jo izvedli v okviru, dogovorili smo se, dobili recimo dovoljenje, da smo z raziskavo vstopili v vzorčno izbrane razrede srednjih šol in izvedli anketo ali vprašalnik za potrebe te njihove raziskave. Ampak še naprej, recimo v okviru, to pa že pade v leto 90 in kasneje, v okviru evropske oziroma svetovne raziskave vrednot, ki je pravzaprav bila inicirana prvotno, nastala je v poznih 70 letih, ko mi nismo imeli pogoje za vključitev, nastala na inicijativo škofovske konference, mislim, da v Ljubljani, s težnjo, da bi raziskali, do kakih vrednotnih premikov prihaja v prebivalstvu Evrope, predvsem so zaznali procese sekularizacije, no in iz tega je nastal koncept raziskave, evropske raziskave vrednot. Ta je bil predan potem v, bi rekel, omrežje raziskovalnih ustanov različnih vrst. V Nemčiji so to izvajali javnomnenjski inštituti, ponekod so to izvajali pastoralni raziskovalni inštituti. Na Dunaju to recimo raziskoval pastoralni inštitut Dunajske katoliške univerze oziroma teološke fakultete Dunajske univerze in tu je deloval Paul Zulener, zelo ugleden nemški teolog liberalnih pogledov in kolosalen sociolog. Bil je vodja tega inštituta. Jaz sem se z njim srečal, smo našli, bi rekel, intimne povezave in iz tega in s povezave z Miklošom Tomko, religiologom iz takrat delujočim v okviru Madžarske akademije znanosti, smo zasnovali raziskavo, ki je imela delovni naslov Kot nach Kommunismus, ki je bila izvedena kot empiričen koncept v prostoru srednje in vzhodne Evrope. Slovenija, tudi Avstrija, Madžarska, Romunija, Bolgarija, Češka, Slovaška, Poljska. Kolosalna raziskava, zasnovo za njo smo pripravili ravno v tej skupini in iz koncepta te raziskave je v neki založbi v Nemčiji šla cela serija knjig, 10 knjig v nemščini na religiološke teme različne, ki so presegale obseg prvotne raziskave, ampak v tej seriji so bile publicirani tudi rezultati raziskav v posameznih deželah. Paul Zulener je imel tle osrednjo vodilno vlogo. Jaz sem bil član uredniške trojke te serije, ki je izrazito, bi rekel, pod vplivom založbe, ki sicer izdaja knjige z tega teološkega področja. V Sloveniji je pri tej raziskavi sodeloval Vinko Potočnik, profesor za sociologijo na teološki fakulteti, kar kaže tudi na povezavo. Moram povedati, da sem bil tudi član njegove habilitacijske komisije pri izvolitvi za rednega profesorja, kar pomeni, da me je takratna teološka fakulteta povabila v to. Res pa je, da je v nadaljevanju te raziskave nastal med slovenskimi konzervativnimi
visokimi predstavniki cerkve, upor proti moji prisotnosti in da so celo rekli, da če bom jaz še naprej sodeloval, da bodo preprečili delovanje te raziskave v Sloveniji. To se pravi, da seveda po eni strani je cerkev s svojimi ljudmi bila odprta do raziskovanja, po drugi strani pa zaradi ponavljajočega se izkazovanja prevladujoče sekulariziranosti slovenskega prebivalstva in kritičnega odnosa do cerkve, pa skrajno nerazpoložena do rezultatov, tako kot partija v letu 70, 72, 73, ali pa neka oblika vladavine, ki je bila značilna za obdobje 2004, 2008, pa se je ponavljala in še vedno ponavlja v današnji čas. Skratka, po Šuštarju ni bilo več nekega Ne, po Šuštarju osebni odnosi z sodelujočimi so trajni. Pavel Culener je izjemen mož v tem prostoru, da ne omenim tudi prijateljev iz Slovenije, ampak institucionalno pa seveda teh povezav ni bilo, formalno gledano nikoli. Ne. Kaj pa sem vprašal tudi glede vojske, a je vojska, to je bila jugoslovanska armada, jugoslovanska ljudska armada, pa recimo zdaj sedanja slovenska vojska je kazala kdaj? Pravzaprav z jugoslovansko armado kot institucijo mi nismo imeli nikoli nobenih odnosov. Te odnose so v glavnem konzumirali kolegi zbrani v okviru obramboslovnega raziskovalnega centra. Tam so potekale raziskave, ki so konceptualno nastajale tudi v povezavi med našimi raziskovalci tega pojava drugje v Jugoslaviji in vojsko. Mi v ta prostor nismo nikoli vstopili, osebne povezave so bile zelo omejene. Jaz se spomnim nekega kontakta z takrat delujočim in resorno odgovornim za raziskave Ilijo Mrmakom, ki je kasneje prišel za profesorja na pedagoško fakulteto v Ljubljano. Sicer pa z ljudmi iz tega področja nismo imeli nobenih. Res pa je, da smo mi takrat in že predtem opazovali odnos do vojske in moram povedati, da je ta odnos do vojske bil med Slovenci pozitiven. Jaz sem poslušal tvoj pogovor nedavni z oficirskim sinom, ki je zdaj ugleden zgodovinar v Beogradu, ki je govoril o JNA in odnosu in povezanosti oficirskega kadra z prebivalstvom v okolju. Jaz bi rekel, da... Prosim? Z Miletom Beljajcem? Da, tako. Jaz bi rekel, da je to ustrezalo takratnemu stanju in da je to pravzaprav še posebej določalo tudi potek razpleta ali tega trganja v dneh tega vojaškega spopada in vsega, kar je do tega privedlo in vsega, kar se je izteklo pol z odhodom ladje iz Kopra. Ne. Seveda, ti ljudje so bili vpeti v socialna omrežja na vse mogoče načine in izrazito pozitivno vpleteni, kot angažirani ljudje. Ne. Torej, druge povezave, kar zadeva povezave z vojaško organizacijo ali vojaško upravo v obdobju po 90, pa bi rekel, da so določeni ministri podpirali predvsem program obramboslovnega centra, ki se je izvajal tudi ob naši asistenci, ker je del njihovega programa bil izveden preko inštrumenta raziskava slovenskega javnega mnenja. Recimo, spomnim se zainteresiranosti, ki jo je kazal takratni minister, danes kolega na fakulteti Tone Grizold, ki je bil glede tega dokaj odprt, njegovi predhodniki, ne vem, čeprav vsi naši diplomanti po vrsti, prvi obrambni minister, pa drugi obrambni minister, ne vem, ali je bil Grizold tretji ali je bil četrti, ni pomembno, ampak niso kazali te potrebe, obratno.
kazali so kot politiki morda veliko zadržanost. Spomnim se, epizoda je iz leta 93, ko smo delali raziskavo, ki je pač kazala razpoloženje javnega mnenja tistega trenutka, pa se je izkazalo, da je vidni predstavnik tega področja in hkrati politično izpostavljena oseba javno uporabo podatke iz naše raziskave v času, ko smo mi domnevali, da so podatki samo v lasti članov raziskovalne skupine, ker jih nismo dali iz svojih rok. Pa se je izkazalo, da je določena služba obiskala naše prostore in pridobila podatke po obveščevalnih poteh. To se nam predtem ni nikoli zgodilo. Takrat se nam je pa zgodilo. Da sem prišel do te ugotovitve, je prispeval moj dober prijatelj Miša Jezernik, ki je bil povezan z Demosovo, bi rekel, skupino, živel bolj z njo, bil je pa tudi sociolog. In ko sem ga poklical, pa sem rekel: Mišo, kako je mogoče, da so uporabljeni podatki, ki jih imamo mi v lasti? Pa je rekel, pa sem rekel, da jaz lahko od Soša dobim vse podatke, ki jih ima, in da ni treba uporabljati drugih poti za njihovo pridobivanje. Njemu je bilo nerodno, težko mu je bilo, ker je moral priznati. Kako? Vemo, kdo je bil takrat minister? Ja, seveda vemo, kdo je bil takrat minister. Pred Depalo vasjo. Ja. Niko, ali so se za ugotovitve oziroma za raziskave javnega mnenja zanimali morebiti tudi tuji diplomati, ki so bivali v Sloveniji oziroma takrat v Jugoslaviji, in če so se s kakšnim namenom? Ja, morda je naša prednost, da smo delali v Ljubljani, oziroma da smo delali v Ljubljani, ki ni bila diplomatsko središče. Torej, obiskovanje diplomatov ni značilno za našo ustanovo. Mislim, da je ena redkih izjem, ki smo jo zaznali, zanimanje predstavnika ameriške ustanove, informacijski center, ki je prišel človek v imenu tega informacijskega centra, ne znam točno ponoviti okrajšave te ustanove, ki je pravzaprav bila obveščevalni sistem, z vprašanjem, ali bi lahko za njihove potrebe izvedli raziskavo javnega mnenja v Sloveniji. Mislim, da je bil to en sam obisk, ki ni bil ponovljen, bil je pa anekdotično, bi rekel, spremljan v debatah v raziskovalni skupini, ker je bil nek pa ni bil McDonald, ampak je bil nekaj drugega, nek Mc, ki se je pojavil in potem se ni pojavil več, ampak mi smo vedno rekli, on nas pa posluša. Veš, da se v skupini, kakršna je bila Zdenko Roter, Peter Klinar, Boštjan Markič, Zdravko Mlinar, v osnovi Cveto Trampuš, da se razvija zelo intenzivna prijateljska vez in komunikacija, da je ta trajala pravzaprav skozi desetletja do prvega odhoda dela te skupine. 94. leta sta nam dva od kolegov umrla. In da smo tle imeli, bi rekel, specifično komunikacijo znotraj skupine skozi dolgo obdobje, ki je tudi, bi rekel, omogočila preživetje skupine v najbolj izpostavljenih obdobjih. Tudi kasneje. Potem so prišli v center mladi ljudje, ki danes niso več najmlajši, ampak ta povezava znotraj tega kolektiva še vedno deluje kot, bi rekel, amalgam, kot garant za to, da lahko normalno deluje raziskovalni program.
Smo pa bili močno izpostavljeni, bi rekel, interesu javnosti koncem 80-ih, še posebej z raziskavo, ki smo jo delali na prehodu iz 89 v 90, torej tik pred aprilskimi volitvami. Politično so nastajale politične Tako, stranke. ko je naša raziskava pravzaprav odprla pogled v takratno politično klimo, spomnim se, bil sem dekan, tiskovno predstavitev smo imeli v takrat največjem prostoru na fakulteti in trlo se je kamer kot nikoli prej in nikoli kasneje. Čeprav interes medijev je kasneje bil bolj ali manj v celoti preusmerjen na rezultate raziskave Politbarometer, ki smo jo sistematično postavili leta 1974 in pol vodili vse tja do izteka prvega desetletja, čeprav nam je bila v obdobju 2005-2008 odpovedana, ker je bila financirana strani zdaj zopet zelo javno izpostavljenega UKOM-a, takrat se je imenoval malo drugače, voden je bil pa podobno po drugih osebah, ampak mi smo takrat izgubili podporo, ampak smo ohranili kontinuiteto raziskave, ker nam je celoten program to dopuščal. Politbarometer je svojski instrument za raziskovanje političnega javnega mnenja. V tem pogledu se, bi rekel, na videz nismo razlikovali od drugih ustanov ali skupin, ki so raziskovale javno mnenje, razen seveda po rigoroznosti, po kontroliranosti in po tako zvanem response rateu ali po dostopu do ljudi. V času, ko so drugi raziskovalci izbirali svojih 600-700 ali več respondentov iz množice 10 ali 15 tisoč, torej iz ribnika polnega rib, smo mi uspeli iz sorazmerno ozkega bazena pridobiti veliko respondentov. Naše ime ali renome ustanove je odpiral dostop v komunikaciji, v tem smislu so bili naši vzorci pravzaprav zelo verodostojni. Niko, minil si ta obdobje 1989 na 90, ne? V 80-ih so nastajala mnoga civilna gibanja in to je potem v tem obdobju, ki si ga omenil, je prišlo v stranke. Kako vidiš ti to obdobje? Obdobje gibanj je obdobje, ki bi ga jaz označil kot obdobje prestrukturiranja slovenske javnosti in kulturnega prostora. To se kaže tudi v, bi rekel, opredeljevanju ljudi do alternativnih oblik reguliranja družbe. Ne? To velja tudi v temelju v odnosu do takrat vladajočega samoupravnega socialističnega sistema, do katerega so ljudje bili kritični. Ampak, kot je zapisal kolega Klinar v eni svojih analiz, ljudje so pravzaprav bili kritični do praks, do konkretnih rešitev, ne pa do vrednotnega jedra tega sistema. Torej tudi na točki prehoda je, in to se je kasneje seveda s temi raziskavami, ki sva jih analizirala in opisovala z Veljkom Rusom, lepo pokazalo, vrednotno jedro vezano na pojem socializem je ostalo v zavesti ljudi in je še vedno prisotno. Pa ne gre za podedovanost, ampak gre za izviren odnos do prvin socialne regulacije družbe. In zato jaz pravim, da kakršen koli prehod iz krize, v kateri je slovenska družba, je mogoč ne z iliberalnimi ali neoliberalnimi koncepti, ampak z socialno-liberalnimi koncepti, torej po svojem bistvu levo
sredinskimi koncepti, da ne radikaliziram tega pogleda na levico. Ne? No, ampak ta civilna gibanja, vse po mojem mnenju, so bila ena spontana zadeva. Na drugi strani smo pa imeli institucije, neko institucionalno zadevo. Da. Meni se vleče sporednica z današnjim časom, sedaj smo leta 2021, da gre kljub vsemu spet za en spopad med spontanim, ti protesti, ki se dogajajo, in institucionalnim, da se ta ples zdaj ponavlja, kar smo videli recimo že. Ja, torej, jaz bi rekel, da plesni koraki so na videz isti, ampak melodije so različne. Če je za 80. leta, še posebej tisti prehod proti letu 90, po eni strani značilna zaostrena kritika, ki se izraža tudi v odnosu do partije, predvsem kot amalgama, kot fenomena jugoslovanske družbe, se hkrati sprošča odnos in tudi kritičen pogled recimo na to, kar se dogaja v Sloveniji. Slovenska partija ni bila deležna kritike, to se nenazadnje pokaže tudi v dejstvu, da je na volitvah ta formacija, kakorkoli jo bolj imenujemo, ne vem, predelano ime iz Zveze komunistov, dobila sorazmerno pomemben delež na volitvah, predvsem pa, da je personifikacija te orientacije skozi odnos do Milana Kučana kot prejšnjega predsednika Zveze komunistov Slovenije, preveden pravzaprav v večinsko podporo in izvolitev v osrednjo reprezentativno vlogo. Ali drugače povedano, odnos do razmer v Sloveniji se sprošča, zaostruje se odnos do razmer v Jugoslaviji kot celoti. Gibanja so podprta, se odpirajo v zavesti ljudi in tudi odnos do sistema, kritično odnos do sistema popušča. Danes imamo pa obratno. Gibanja so vse množičnejša, izrazi tega gibanj so vse bolj prezentni, vse bolj prisotni v vsakodnevju. Odnos do političnih nosilcev oblasti se pa izostruje, vse bolj izostruje. Torej, na nek način so to reverzibilni procesi. Tu bi še vprašal, v programu Osvobodilne fronte je po Kocbekovem predlogu bila sprememba slovenskega značaja, slovenskega človeka, ki ga verjetno najbolj tisto geslo pokaže iz naroda hlapcev v narod judakov. Ali te raziskave kažejo, da se značaj slovenskega človeka spremenil? So tu kakšne generacijske razlike? Ja, seveda gre za iz Cankarjevega časa ali pa iz Kocbekovega časa, gre za skoraj že za stoletje ali pa za mnoga desetletja. Seveda so spremembe, ampak če gledam samo to obdobje, ki ga sam doživljam in jaz zavestno doživljam čas tam nekako iz adolescence, recimo 50. leta, pa kasneje. Bi rekel, da je to, kar razkrivajo naše najzgodnejše raziskave, če bi temu lahko rekli takratni presek v slovenski narodni značaj, pa do danes pravzaprav dosti bolj stabilno, kot se zdi ljudem, dosti manj, bi rekel, grobih sprememb je v tem, kot jih nekateri, predvsem prevzgojevalci naroda, pričakujejo. Ena od bistvenih, bi rekel, diagonal skozi ves ta potek je proces sekularizacije, ne samo v smislu sproščanja vezi v odnosu do cerkvene dogmatike, ampak sploh do vsakršne dogmatike, tudi sistemske dogmatike, torej sekularizacija kot, bi rekel, nadredni pojem. In to sproščanje je prisotno in to je del, bi rekel, slovenskega narodnega značaja, seveda z določenimi nihljaji, malo gor, malo dol, ampak v osnovni tendenci je to vse skozi
vse skozi prisotno. Potem nek temeljni libertarizem, ki bi ga kritični, konzervativni ocenjevalci šteli kot dediščino komunizma, in kar bi bilo treba odpraviti. Jaz bi rekel, da je izraz sproščanja, ki je prisotno že vse skozi obdobje jaz uporabljam pojem od osvoboditve naprej, zavestno uporabljam ta pojem, prisoten v položaju ženske. Nepredstavljivo je, da bi brez sprememb, strukturnih sprememb, ki so nastale v položaju ženske iz 50-ih let, lahko govorili o današnjih razmerah. Seveda je slovenska družba prešla nekaj ostrih strukturnih prehodov. Recimo, moj oče je bil kmečki fantič, ki je bil poslan s culo leta 12 v klasično gimnazijo v Mariboru, pa je 17. leta šel v avstrijski uniformi na Soško fronto. Od takrat se je kmetstvo spremenilo in leto 1945 pomeni po eni strani eksodus kmetstva, ampak hkrati vstop v industrijsko dobo, industrializacijo. Pomeni selitev iz podeželja v mesto, pomeni urbanizacijo. Ti procesi so pozitivni in s tem v zvezi se seveda na nek način spreminja slovenski družbeni sestav in tudi slovenski narodni značaj. Slovenska družba postane iz kmečke, pretežno kmečke družbe, delavska družba. In to označuje obdobje desetletij. Kakšna je percepcija države danes med ljudmi? Ker jaz imam občutek, da se aktualna oblast vidi državo kot folkloro, kot šport, ne pa kot recimo, da država mora imeti tudi socialno funkcijo. Kako ljudje doživljajo, kaj bi morala biti država? Ker se mi zdi, da oblast ne vidi, da mora biti recimo država vrši tudi recimo socialno funkcijo. Ko gledaš nazaj, se zdi, kot da je v zavesti ljudi država zgolj aparat za prisilo. Pa seveda ni tako. Država, kot se je razvijala skozi desetletja iz 50-ih let naprej, 40 let je bila izrazito, bi rekel, socialna država. Zagotavljala je razmeram gospodarske razvitosti primerno razporeditev družbenega dohodka. Egalitarizem je bil sicer skrajni izraz tega, ampak v končni konsekvenci razlike med ljudmi so bile majhne, glede na današnje razmere neznatne, in velika večina ali vsi socialni sloji so bili udeleženi v dobrobiti v vsakokratnem časovnem preseku. Država je razvijala šolstvo, je razvijala zdravstvo, je razvijala socialno varstvo in zaščito, je razvijala kulturo, je razvijala znanost in to so bile njene temeljne vloge. In je imela seveda represivni aparat. Ko gledamo razvoj države po 90. letu, je v prvem obdobju bil očiten razkroj socialno-varovalnega elementa, velika brezposelnost kot rezultat razpadanja gospodarskih enot ali pa kot nesposobnost nadomeščanja izgubljenega jugoslovanskega trga z umeščanjem v evropski in tako naprej in tako naprej. Ampak od tu naprej se je zdelo, kot da država ni več temeljna nosilka socialnega razvoja. V zavesti ljudi neskončno, nesporno, trajno država funkcionira kot socialna institucija, primarno kot
kot tista, ki zagotavlja enotno, vsem dostopno šolstvo in ne privatizacija šolstva, enotno in vsem dostopno zdravstvo in ne privatizacijo zdravstva, sproščeno in odprto kulturo in njen razvoj znanosti. Zdi se, kot da je razvoj znanosti, če gledamo nazaj, Slovenija znotraj Jugoslavije uspela pravzaprav razviti mega strukture za tisti čas, kot so Štefan, Kemijski institut, Biološki inštitut, potem pa v nadaljevanju pravzaprav pomembne ustanove v družboslovnem polju, pedagoški, kriminološki, urbanistični, sociološki, kaj še vse, medicino je razvila. To je dediščina, ki je prenešena v nove razmere, deloma pa zanemarjena in zaradi vstopanja neoliberalnih konceptov deloma razkrojena. Recimo razvoj znanosti, ki je bil nekako v središču interesa, še posebej naravoslovje, tehnika, je potiskan v obrobje, ne zagotavlja ustreznega instrumentalnega razvoja. Mladi ljudje odhajajo. To je eden od ključnih problemov, da mladi, izobraženi, najbolj talentirani ljudje odhajajo iz prostora, iz družbenega prostora, ki zagotavlja normalno, bi rekel, reprodukcijo znanja. Ampak to se kaže tudi v podsistemih, kot je zdravstvo, privatizacija visokega šolstva, kar je pravzaprav huda pregreha nad bistvom izobraževalnega sistema, ko prevlada interes po denarju in ne potreba po razdeljevanju in nadgradnji znanja. Jaz opazujem prostor, ki je zelo zanimal mojega starejšega kolega Vojna Miliča, uglednega srbskega sociologa, ki je napisal to debelo metodološko knjigo. On je šel v poznih letih svojega življenja proučevati doktorate na srbskih univerzah, ker se je zavedal, da pravzaprav produkcija doktorjev ne ustreza več temeljni funkciji reprodukcije znanja, ampak pridobivanja statusnih izkazov. Šlo je pravzaprav za odpiranje doktorske trgovine. Žal smo mi v Sloveniji v razmerah, ko se odpirajo doktorske trgovine, ko registriraš ljudje, ki jim ne bi pripisal nobenih značilnosti posvečenosti znanosti, ki operirajo z doktorskimi naslovi. Kar kaže na to, da je razkroj v polju univerze ali v polju, niti ne znotraj univerze, ampak v obrobju univerze z tem množenjem institucij v prostoru tako zvanega visokega šolstva, kjer s pridobivanjem licenc gre pravzaprav za podpiranje neke, bi rekel, deflatorne trgovine z spričevali in tako naprej. In to seveda so premiki, ki ne ustrezajo konceptu socialne države. Ljudje pa se zauzemajo za socialno državo. Ljudje dojemajo funkcionalnost razlik, ne vidijo problema v visokih dohodkih kot takih, ampak v velikih socialnih razlikah, ki nastajajo zaradi prilaščanja premoženja. Egalitarna norma je še vedno temeljna norma v vrednostnem svetu velike večine posameznikov. Zauzemanje za enakost, ne pa grobo, bi rekel, razkrajanje teh povezovalnih omrežij. Zauzemanje za enakost je v vrednotnem svetu vseh socialnih kategorij, ne samo delavcev, ki so slabo plačani ali pa še drugih nizko uvrščenih kategorij, ampak tudi v zavesti slovenske inteligence. Posamezniki izstopajo z svojimi ekstremnimi pogledi, recimo ideja ki je, bi rekel, absurdna že v poimenovanju, ideja o tako zvani socialni kapici.
zdaj jo zadnje čase poslušamo kot razvojna kapica, ki udari direktno v solidarnostno prakso, ki je del celotnega razvoja slovenske družbe od leta 50 naprej in še vedno je prisotna v zavesti. Ko posegaš bi rekel, ambicijo prerasporejanja dohodka, hitrejšega kopičenja dohodka pri bogatih, pravzaprav v osnovno podstat, v statiko družbe. Ne? Ampak to je del še vedno vladajočega vrednotnega sistema Slovencev. Ja, ampak na ta vrednotni sistem se očitno politika ali oblast požvižga. Več ali manj. Torej, jaz mislim, da... Vsej aktualna vladajoča. Ne, seveda ne. Skratka, Niko, hvala za ta pogovor. Da je v tem pogovor.